Ja, zadnje čase je res en tak občutek, da je svet zelo grozljiv prostor za živeti. Ne vem, imate tudi vi tak občutek? Sama sem se z mislimi o tem, kako je svet grozen in hkrati lep, srečevala že, ko sem bila veliko mlajša, kot sem zdaj. Z mojo prijateljico Klaudijo smo celo mislili narediti YouTube kanal o tem, kako gre svet v kurac. Dobesedno. Pa pol nikoli nismo, ker sem bila jaz tako, ne, Klaudija, moramo biti pozitivni. Ampak je vedno v odzadju ta neka misel, koliko groznih stvari se simultano dogaja na svetu. Od vojn, pa ne mislim samo vojne, ki je trenutno najbolj pereča na Bližnjem vzhodu, ampak tudi razni genocidi in državljanske vojne in vse, kar se dogaja po celem svetu. Koliko ljudem so dovzete pravice od najbolj osnovnih sredstev za življenje. In s tem se seveda poraja nek eksistencialni dvom v to, da je svet lep, da je sploh lahko je lep. Hočemo ga videti črno-belega, hočemo ga dati v nek kalup. Vsaj jasno. V zadnjem času se je pa nekaj spremenilo. Pri meni. Mogoče je razlog za to delo, ki ga delam na sebi, na partnerstvu s Klemnom in na odnosih okrog sebe. Mogoče je razlog v tem, da sem starejša kot sem bila pri 20-ih in imam nekaj izkušenj in vem več zgodb ljudi in sem prebrala več knjig. Recimo temu, metaforično. Ampak ja, zadnje čase je občutek večje lahkotnosti. In včeraj sem bila na eni fini pijači s prijateljicom in smo se pogovarjali tudi o tem. In kar sem opazila, da je bil nekako moj urok, moj remedy za zmanjšanje občutka, kako gre pač svetu kurac. Se opravičujem vsem mlajšim gledalcem, ki to gledate, ampak drugače prav ne morem povedati. Ja, smo se pogovarjali in sem rekla, moj remedy za to je bil v bistvu gojenje mehurčkov, v katerem živim, ker vsi živimo v mehurčku, s tem dvomim, da se bi kdo lahko ne strinjal, vsi živimo v takem ali drugačnem mehurčku, ki ga sooblikuje naš življenjski slog in ljudje, katere spustimo v ta mehurček. In naše okolje, v katerem bivamo, to je vse naš mehurček. In ta mehurček zadnje čase meni predstavlja eno tako toplino, varnost, občutek, da grejo stvari v pravo smer, občutek, da delam dobro, občutek, da rastem. In mogoče bo kdo rekel, ja, ampak to je ful egocentrično, zdaj govoriš samo o sebi. Veliko sem v preteklosti čutila veliko težo, da moram svet rešiti, da moram narediti velike spremembe in v navednicah pomagati ljudem, kar še vedno, don't get me wrong, verjamem, da je solidarnost ful lepa in vidim veliko pozitivnega v njej. Ampak začeti moramo pri sebi. In se mi zdi, ko se je to začelo dogajati in se je ta mehurček zdaj napolnil z neko dobro energijo, z pozitivnimi izkušnjami, z dobrimi ljudmi, s tem, da znam svoj čas drugače razporejati. In si dajati vsakič znova priložnost, da v prostem času počnem res tiste stvari, ki me polnijo. Takrat sem začela svet dojemati kot mičkeno manj gre v kurac. To je en slabših zajtrkov, ki sem jih naredila zadnje dni, da ne bo pomote. Imela sem za porabiti na kokos od kokosovega mleka. In pa se mi zelo pametno narediti kašo, ampak jaz res nisem za sladke zajtrke. Tako da mi gre malo težko. Včeraj sem si ga naredila za zajtrk kimči z jajci in sem dala malenkost več masla, ponavadi sem ful škrt z mastnimi stvarmi. In je rad tak zajtrk, da, oh my god, tako popražen kimči na maslo, kruh iz roži, v isti ponvi popečan pa jajca, v bistvu taka ponvica. Oh my goodness.
nočem pa, da izpade, da sem na končni postaji, ker vsekakor nisem. Mogoče je neko dobro obdobje, pa spet pa šlo slabo. Vse vedno je tako. Ampak zagotovo je pa mernost, ker zdaj čutim nekaj čist novega in nekaj, kar prej nisem poznala na tak način. Vsekakor pa z vsem povedanim ne mislim, da moramo biti slepi in gluhi za svet okrog nas in za vse, kar se dogaja. Berite, izobražujte se, iščite verodostojne vere informacij. Ampak ob tem poskrbite zase pa za svoje mentalno zdravje. Ker včasih prenesemo veliko manj, kot si mislimo. Vsem vam, ki tole poslušate, in hvala, da tole poslušate in ste z mano v temle videu. Želim, da boste čim lepše mehurčke si znali narediti. Spustiti not tiste ljudi, ki so vam res blizu in si ustvarjati tako življenje, ki vam je avtentično in ki vas bo navdihovalo. Lepo se imejte in se vidimo v prihodnem videu. Čau! Preprosto. A to je rvija. Kateri je tvoj? Tam imaš buče, juhe. Bom ti pokazala. Polna maslena buča s kostanjem in čebulo. In tu sem od mami sred avgusta iz Škrije Kostanj. Res? Ja.